Volkswagen želi biti prvi proizvajalec vozil na svetu in to pomeni, da mora biti prisoten prav v vsakem segmentu. Pick-upa ali lepo po slovensko avtovornjaka še ni imel in zato je pripeljal Amarok. Že samo ime zveni veliko. Amarok. In tudi v resnici je veliko. Inuiti so tako imenovali ogromnega mitološkega volka. Angleško govoreči narodi pa verjetno pomislijo na I am a rock. Jaz sem skala. In ja, držijo oboje. Amarok je ogromno vozilo. Z dolžino 5,25 metra bo težko našel parkirno mesto in bo hitro nasedel na kakšnem zelo razgibanem terenu. Ampak pick-upi so delovni stroji in imajo glavno funkcijo, da nekaj težkega prepeljajo nekam na zelo nedostopno mesto. Tudi Amaroku gre tu seveda odlično. Ampak zadržki. Takšen kot je testni ima sicer stalni štirikolesni pogon, ki pa je bolj primeren za vožnjo po cestah kot terenu. Sicer ima zaporo zadnjega diferencijala, če se kje zatakne, nima pa recimo reduktorja, tako da v najbolj strme klance z njim ne boste rinili. Tudi nosilnost v tem primeru znaša le 750 kg, sicer pa Amaroki lahko seboj vozijo tudi precej več kot tono tovora, tako da je jasno, kdo so uporabniki točno takšnega. Odlično se znajde na slabših cestah, kot je recimo makadam, kjer skoraj ne čutiš lukenj. In za pick-upa se neverjetno lepo pelje po cesti. Vožnja je tiha in mirna, zadek seveda še vedno poskakuje, ampak bistveno manj, kot sem bil vajen doslej. Tudi znotraj je za bolj ali manj delovno vozilo odlično izdelan. Položaj za volanom je perfekten, ergonomija stikal tudi. Potniki zadaj bodo tudi kar dobro sedeli, tako da je dejansko edino, kar sem si želel, še kakšno odlagalno mesto več tukaj pri vozniku. Cena je visoka, to je jasno. Takšen stane dobrih 36 tisoč evrov, pa dobite pri konkurenci za manj denarja lahko še več moči ali opreme, kot je recimo samodejni menjalnik. Ne dobite pa tako dobre izdelave in vsestranske uporabnosti, če vam seveda ni prevelik. V bistvu je tako dober, da ga bomo vzeli kar za službenega. Samo naš bo drugačne barve.